Tokrat v občinskem informatorju. Mariborski mestni svetniki potrdili proračun za leti 2019 in 2020 brez glasu proti. Ptujski svetniki na izredni seji o rekonstrukciji Ormoške ceste. Srečale so se podjetnice 9 držav Podonavja. Minister za kulturo obljublja pomoč Ptuju. Župani slovensko-goriških občin za skupne projekte. Prihodnji teden že 4. festival oblikovanja. Lepo pozdravljeni. Začenjamo v Mariboru. Mestni svetniki so na 4. redni seji Mestne občine Maribor potrdili proračun za leto 2019, ki znaša 139,3 milijona evrov in proračun za leto 2020, ki je določen v višini 136,1 milijona evrov. Prav tako so svetniki z minimalno večino potrdili zaključni račun proračuna Mariborske občine za leto 2018. Svetniki so proračuna sprejeli brez glasu proti, nekaj svetnikov pa se je glasovanja vzdržalo. V primerjavi s predlogom iz prvega branja se je proračun za leto 2019 v drugem branju zvišal za dobre 3 milijone evrov. Prav tako se bo občina zadolžila za 11 milijonov evrov zaradi obnove Koroške ceste, Vojašniškega trga in promenade v mestnem parku, ureditve cone Tezno, osnovne šole Janka Padežnika, vrtca Ivana Glinška in kopališča Pristan. Svetniki, tudi nekateri opozicijski, so proračun podprli. Naša svetniška skupina je podprla proračun. Glavni razlog je seveda to, ker nekaj zahtev, ki smo jih imeli, smo uskladili že pred današnjo sejo na usklajevanju sestankov z županom. Gre za nekaj infrastrukture na območju Malečnika, Tržovska cesta. Nenazadnje tudi vidimo, da so spremembe, ki smo jih mi zahtevali v zvezi z zdravstvenim domom Tezno, in torej proračun gre v smeri, kot smo si mi želeli. Opozicija je zadovoljna predvsem zaradi drugačne prakse novega mariborskega župana, ki je do sedaj niso bili vajeni. Mislim, da je več mandatov bilo, ko se opozicijo pravzaprav ni veliko upoštevalo. Tokrat vidimo, da se je vsaj osnova in začetek drugačen, ne glede na to, da je proračun kar visok. Svoje predloge za drugo branje je podala tudi svetniška skupina Lista Franca Kanglerja, Nova ljudska stranka, katerim je župan delno ugodil. Med drugim je znižal sredstva za materialne stroške mestne uprave in ta denar preusmeril v obnovo ceste proti Žalcarjevemu vrhu in začetek projekta obnove zahodne tribune Ljudskega vrta. Prav tako je z amandmajem poskrbel za dodatnih 20 000 evrov, ki bodo služili za pripravo projektne dokumentacije izgradnje vodovoda Gaj-Bresternica. Smo pa podprli vse amandmaje, tiste, ki smo jih mi vložili, in tudi županove amandmaje, ki so bili smiselni. Vzdržali smo se, želimo, da pride čim prej do realizacije tega proračuna, ampak v tem proračunu še kar nekaj takih nesprejemljivih stvari za nas, da smo se ravno iz tega razloga vzdržali. Nismo pa glasovali proti, ker želimo, da preidejo čim prej k realizaciji. Opozicija tudi v prihodnje pričakuje nekoliko tesnejše sodelovanje z županom. Mi pričakujemo, upamo, skratka, naše predloge bo prav gotovo takšni, ki bodo sprejemljivi, ne bodo neke narave take, ki se ne da bi potem lahko nagajali, in verjamem, da bomo lahko sodelovali v prihodnje, ne glede na to, da smo opozicija. Da so bili nekateri predlogi opozicije izjemno konstruktivni, so se strinjali tudi v županovi listi Arsenovič za Maribor. Ja, zdi se mi, da so tako predlogi kot potem ukrepi županstva bili skrajno konstruktivni, in s tem se mi zdi, da je tudi opozicija pokazala korektno držo. Predlagali so bolj ali manj dobre predloge, večino, seveda vseh ni mogoče sprejeti, ampak večino jih je bilo sprejetih in s tem je opozicija pravzaprav na nek način držala besedo oziroma izjavo, ki je dala, da se bo s tem strinjala. S konstruktivno držo opozicije je bil zadovoljen tudi župan Mestne občine Maribor. Mislim, da je to odraz dobrega dela celotne ekipe, dokaz tega, da znamo poslušati, predvsem dobrim predlogom, da so to prepoznali tudi opozicijski, tudi oni so dejansko imeli dobre predloge. Drugo branje je bistveno boljše, kot je bilo prvo. Pred nami je pa predvsem zelo velik investicijski cikl, ki ga mesto Maribor že dolgo ni imelo, in je največji izziv, kako vse te projekte speljati pravočasno in predvsem kvalitetno in čim manj moteče za naše občane. Tako da to je zdaj komaj začetek ustvarjanja. S sprejetjem proračuna je tako sproščen občinski potencial, saj začasnega financiranja ne bo več. Kot je že župan sam naznanil, se zdaj začne resno delo. Odprtih tem je še ogromno.
pridejo na vrsto javna podjetja, kot vemo, imamo odprte teme Snaga, Prevozi, vrtce smo danes potrdili, kjer je mestni svet v resnici pokazal en velik socialni čut, ki ga tudi sam razumem. Gre pa vseeno za to, da mestna občina pokrije tako ali tako 77% povišanja cene in da smo danes govorili samo o 23% in še to zelo dobro razdeljeno med 9 razredov, tako da tisti socialno najbolj ogroženi tako ali tako ne plačajo nič. Naslednji rang je €84 na otroka, kar jaz mislim, da odtehta to, da so tudi naše vzgojiteljice dobile više plače. In nekako na ta način mislim, da moramo delovati, da nimamo priložnosti, da bi mislili, da mestni proračun lahko pokrije vse, ker potem ni razvoja in pride do tega zaostanka, kateremu smo tudi priča. Kot rečeno, so svetniki potrdili tudi proračun za prihodnje leto v višini €136,1 milijona. Prihodki so v primerjavi s prvo obravnavo višji za €5 milijonov, med drugim zaradi pričakovane prodaje zemljišč za trgovskim objektom Bauhaus v Razvanju. Hkrati pa so iz proračuna črtali prodajo družbe Farmadent. Ptujski mestni svetniki so le dan potem, ko so predstavniki civilne pobude za izgradnjo ptujske obvoznice že 7. protestno zaprli vse bolj obremenjeno Ormoško cesto, o tej problematiki opravili izredno sejo. Prebivalci ob cesti nasprotujejo načrtovanju obnove ceste, saj se bojijo, da bi nanjo navezali hitro cesto. Ptujska županja je izredno sejo po 3-urni razpravi prekinila in sicer pred glasovanjem o predlaganih sklepih. O teh bodo odločali šele na majski redni seji. Sicer pa je predstavnik Direkcije za ceste mestnim svetnikom, predstavnikom civilne iniciative za ptujsko obvoznico in mestnih četrti Spuhlja ter Jezero na seji večkrat pojasnil, da gre pri rekonstrukciji državne ceste, torej Ormoške ceste, za povsem ločen projekt od obvoznice oziroma hitre ceste Ormož-Ptuj, ki je v pristojnosti Darsa. Razprava je pustila občutek dialoga ljudi, ki se med seboj ne poslušajo. No, lejte, lahko sicer tako razumemo razpravo, vendar res pa ocenjujem, da smo korak bližje. Na vse zadnje županja že iz aktivnosti, ki je prevzela, se nekako obvezala, da bo zadevo pripeljala do konca, jasno v dialogu. Tudi po sami seji smo se za določene korake zmenili. Jaz mislim, da bomo našli rešitev. Prebivalci ob Ormoški cesti so dali jasno vedeti, da je življenje ob tako prometni cesti oteženo, želijo si rešitve, vendar s predlaganimi niso bili najbolj zadovoljni. Ste govorili o tem, da se pač tu odločamo o ljudeh, ki tam živijo. Res je, ampak jaz sem prej malo pogledala po tej dvorani. Jaz mislim, da sem tu edina. Jaz ob tej cesti živim že 42 let. 42 let in jaz sem hodila tu v šolo, vem, kako je bilo, moji otroci so hodili tu v šolo, gospod Čelan je hodil tu v šolo, ampak promet je danes tako gost. Jaz imam moje otroke, ki jih nisem pustila po tej cesti v šolo hoditi, sem upala, da za njih bo, zdaj upam, da bo za vnuke, ker so tudi moji otroci ob tej nevarni cesti zrasli. Prebivalci ob Ormoški cesti si po večini sicer želijo pločnikov in rekonstrukcije ceste, da bo bolj varna. So pa medtem v civilni iniciativi ostri do načrtov, ki predvidevajo potek pločnikov in kolesarske steze tik ob hišah ali celo skozi njih. Še enkrat, cesta se celo na posameznih mestih nekoliko zoži, spravi dobimo 2x3 metra 25 širine vozišča in nove pločnike in predvsem novo kolesarsko stezo, v tem delu se pa širi. Težko razumem, da niso zadovoljni iz naslova prometne varnosti, seveda pa ljudje niso zadovoljni zato, ker bo tranzit oziroma ves promet na tej cesti ostal z vsemi povečavami, vendar to je problem Slovenije kot tranzitne države, ni to samo problem Ptuja. Več komunikacije in razgrnitev načrtov, kaj se bo dogajalo, si želijo v civilni iniciativi. Niso pa zadovoljni niti z načrtom, ki so ga videli na seji. Da bi dobili več zagotovil, da bo DRSI lahko šel nasproti prebivalcem. Upamo, da bo to današnja seja izhodišče za pogovore za naprej in da se bodo takrat tudi razčistile te zadeve, ki so zdaj najbolj sporne. V bistvu je najbolj sporna je širina celotnega cestišča z pločniki, ker pač pride na določenem delu, kjer ni prostora do posegov.
Ljudem tudi ni bilo predstavljeno, recimo tam, kjer je pločnik načrtovan, kot ste videli skozi hišo, kaj se bo zgodilo, in seveda je ljudi strah. Istočasno se dogaja, da pač se je pričela graditi hitra cesta in ko smo danes slišali, je dejansko bil pogoj za to podpis županov, vključno z DRSI-jem, da dovolijo navezavo na to cesto. To v bistvu je bilo več kot jasno povedano. Zdaj pa v bistvu dalje se je potrebno pogovarjati, ne. Sledile bodo, bom rekla, zbor krajanov, obeh četrti, vsaka po svoje in bodo povedali, kako in kaj. Tudi ptujska županja pričakuje, da se bodo krajani do majske redne seje, na kateri bodo svetniki ponovno razpravljali o Ormoški cesti, vnovič sestali in jasno izrazili, kaj si želijo. Mi smo danes ugotovili, da imamo zelo podobna stališča, ampak smo na določenih točkah še vsak sebi, zato je potrebno narediti še neki krog pogovorov, dogovorov, kompromisov. Jaz mislim, da nikjer ne gori voda, da je prav, da si vzamemo čas, da opravimo mogoče pogovore najprej v ožjem krogu in ga potem širimo naprej. Nekako dogovor je, da bomo v maju naredili tudi pogovor z vsemi 96, ki se jih to tiče, tako da upam, da bomo do takrat res prišli do tega, da bomo razčistili stvari, kaj je možno, kaj ni možno, kje se lahko projekt prilagaja, kje, ne vem, mogoče lahko delamo pločnik, kje ga ne rabimo delati, pa na ta način ljudi pomirimo, ker dejstvo je, da pač vsi si želimo to cesto, da je obnovljena. Ključni moment, ki pa je pa tisti, ki se dotika tovornega tranzitnega prometa, tako da tam bomo tudi določene napore morali narediti, tako da veliko dela še nas čaka. Jaz upam samo, da bomo dovolj hitri in dovolj prodorni, da nam ne bo do maja zmanjkalo časa. Rekonstrukcija Ormoške ceste je sicer prvi korak, za katerega se bodo ptujski svetniki in svetnice zavzemali. Naslednja težava, ki je vseslovenska, pa je razbremenitev ceste s tovornim prometom. Razbremeniti ta promet, ki je na te ceste, preusmeriti ta promet, dobro povedal, to se trebamo dogovarjati ven z države, z Darsom in s temi ljudje, ki so za to zadolženi. Tega glih svetniki ne umeli moči, niti ta iniciativa. Bil sem pri 2 takih projektih in vem, kako se je takrat delalo. Da smo se z ljudmi lahko dogovarjali, ker prvo je podpis ljudi, ki so na tej terasi doma, in ko do ljudje podpisali, potem lahko direkcija dela dalje in tudi mi bomo bolj zadovoljni vsi skupaj. Sicer pa ima direkcija za ceste zvezane roke, dokler ne dobi soglasij krajanov, ki živijo ob Ormoški cesti. Vilen Part sicer ni želel govoriti o hujših ukrepih, ki bi jih lahko izvedli. Je pa zaključil, da bo država v nekem trenutku morala začeti zagovarjati svoj interes, vendar ocenjuje, da je za dialog še vedno čas. Mariborska razvojna agencija in Štajerska gospodarska zbornica gostita srečanje podjetnic iz 9 držav Podonavja. Govorili so o težavah, s katerim se soočajo mlade podjetnice na konkurenčnem tržišču in mehanizmih, s katerimi bi podjetnicam lahko pomagali. Delež ženskih podjetnic v Sloveniji je sicer nad povprečjem v primerjavi z ostalimi podonavskimi državami. V Mariboru so projektni partnerji predstavili rezultate transnacionalne študije, v kateri je sodelovalo več kot 1841 mladih in bodočih podjetnic, starih med 15 in 34 let, iz Baden-Württemberga v Nemčiji, Avstrije, Slovenije, Madžarske, Romunije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine in Moldavije. V raziskavi je sodelovalo tudi 123 nacionalnih deležnikov iz 9 držav Podonavja. Raziskava je pokazala, da je največ žensk na čelu podjetja v Moldaviji, kar 42%, takoj za njo je sledi Slovenija s slabimi 41%, medtem ko so na repu lestvice Nemčija, Hrvaška in Bosna. It became clear that women are 52% of the population in the Danube region, and young women that usually start enterprises, only 10% of them. And the problem is that after the second year, only 1% actually survive. So it is a huge potential that is not fully explored. And what we discovered when we started the project is that it is related with the political support for this special target group, young women, and of course lack of skills and confidence in young women. Med 20 in 40% žensk so ali lastnice ali direktorice podjetij v teh 9 državah, ki so bile vključene v projekt. Med ženskami do 34. leta je ta odstotek nižji, le 10%. V Sloveniji medtem opažajo, da se odstotek mladih ženskih podjetnic viša. Pozitiven trend je posledica osveščanja o izzivih in težavah, s katerimi se ženske podjetnice
podjetnice soočajo. V zadnjih letih pa so izvedli tudi program, ki ga je izvajalo Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za delo, v okviru katerega so se brezposelne ženske lahko tudi usposobile, da so postale podjetnice. In rezultati kažejo, da v bistvu kar 85% teh žensk, ki so sodelovali v programu, še danes deluje na trgu. Tako da jaz mislim, da lahko zaznamo torej spremembe na boljše, še vseeno pa obstajajo pač ovire predvsem v naših glavah in pa v samem dejstvu, da pač ženske smo dvojno obremenjene, saj najprej upravljamo delo v službi, potem pa pogosto še tudi doma. Medtem Pohlevnova pravi, da obstajajo ukrepi, ki bi ženskam olajšali usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Rezultati podonavskega projekta pa so med drugim pokazali tudi, da se ženske za podjetniško pot ne odločijo ravno zaradi strahu pred neuspehom na zelo konkurenčnem trgu. Novi minister za kulturo Zoran Poznič je prvič po nastopu svojega mandata obiskal ptujsko občino, kjer so ga seznanili z vsemi aktualnimi odprtimi vprašanji na področju kulture. Šlo je predvsem za spoznavni sestanek, od ministra pa v naslednjih mesecih pričakujejo konkretne korake in pomoč pri problematiki varovanja kulturne dediščine. Da je Ptuj sam po sebi spomenik kulturnega pomena za celotno Slovenijo, je bil mnenja kulturni minister, ki je najstarejše slovensko mesto obiskal prvič, odkar je nastopil funkcijo. Dogovorili smo že kar nekaj zadev, pri katerih bomo seveda kot ministrstvo sodelovali, pomagali mestni občini, seveda na vseh področjih delovanja in pri vaši festivalski dejavnosti in seveda pri očuvanju in razvoju principa vsega, kar mesto lahko nudi. Mi Ptuj vidimo kot en sam spomenik kulture, izreden potencial na področju razvoja kulturnega turizma v naslednjih letih in ta perspektiva je, kar se mene tiče, popolnoma jasna in premočrtna. Mesto vsega skupaj ne more postoriti, zato kulturni minister pravi, da je ministrstvo zato tukaj, da pomaga in ponudi tudi strokovno pomoč, kot tudi finančna sredstva. Ne samo za obnovo kulturne dediščine, temveč tudi za sam razvoj. Eno bolj perečih vprašanj je arheološki muzej oziroma njegov obstoj, nastanek novega. Govorili so o prostorskem umeščanju arheološkega razstavišča, stvari pa ostajajo v okviru že sklenjenega dogovora. Sodelovanje je vzpostavljeno, gremo naprej, denar bo, če lahko tako rečem, tako da tudi, kot sem že dejal, stvari so se začele reševati. Sicer gre k koncu tudi obnova dela grajskega zidu na Ptujskem gradu, načrtujejo tudi obnovo določenih drugih elementov na objektu, medtem pa pripravljajo še načrt, kako poskrbeti še za zadnje preostale stanovalce gradu. Na ministrstvu so medtem Ptuju zagotovili 50 000 evrov za izdelavo novih zabojnikov za arheološke zbirke, kar je bila sicer zahteva Inšpektorata za kulturo in medije. Ministrstvo je zagotovilo denar za menjavo zabojnikov, v katerih se nahaja arheološka zbirka in do takrat, dokler je ne razstavimo, je prav, da so v takih zabojnikih, da ne bo povzročalo dodatne škode, tako da iz tega vidika seveda samo pohvalno, ker do sedaj smo imeli veliko težavo, pričakovalo se je tudi sofinanciranje občine, tako da iz tega vidika sem zelo zadovoljna, ker bomo tudi mi nekaj prišparali. Svojevrstni izziv vidijo v posebni obravnavi Ptuja kot takega, saj predstavlja muzej sam po sebi. Stroka namreč ima svoje zahteve, ki pa bo po besedah Gajškove morala razumeti zmožnosti občine in omejitve, ki na tej poti obstajajo. Ministra so tudi na tem področju prosili za razumevanje in pomoč. Župani občin v Slovenskih Goricah so na drugem kolegiju županov občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah in Sveta Trojica v Slovenskih Goricah med drugim govorili tudi o težavah, s katerimi se manjše občine v regiji soočajo. Župani se na kolegijih znajo povezati in govoriti o pomembnih temah, ki veliko doprinesejo k razvoju in uskladitvi zanimivih točk. Vesel sem, da smo nekako soglasno sprejeli sklepe, ki omogočajo boljšo razporeditev nekih obveznosti in pa denarja. Nekatere občine bodo recimo v kulturo sedaj namenjale več, nekatere manj. Zagotovo pa bo za vse skupaj boljše. Neki faktor usklajevanja tega smo, povprečnine kot take smo sprejeli in verjamem, da se skupaj trudimo za dobrobit občank in občanov, vsak župan svoje občine in zdi se mi, da dobro sodelujemo.
Tudi manjše občine imajo veliko potencijala pri razvoju, zato bo aktivno vlogo pri tem razvoju nadalje igrala tudi ustanova dr. Antona Trstenjaka, ki je v preteklosti namenjala sredstva za štipendiranje podiplomskih študentov v prej omenjenih občinah. Po novem bodo ta ista sredstva namenjali za posamezne projekte, ki bi jih občine proizvedle. Si tukaj predstavljam predvsem, da dajemo pozornost razvoju kmetijstva pri nas in pa zdrave hrane. V tem vidim največji potencial, konec koncev tudi strateško iz lege in podeželja kot takega. Tako da največjo prednost vidim prav v tem. Izhajamo iz Slovenskih goric, lepega zelenega okolja in čas je, da začnemo z svojim okoljem tudi primerno ravnati. Da bi ustanova dr. Antona Trstenjaka sredstva namenila za projekte, ki bi jih občine na to izvajale, je zanimivo tudi lenarškemu županu. Mi smo že pred leti podpisali en tak dogovor 26 občin iz območja celotnih Slovenskih goric o skupnem sodelovanju, o oblikovanju blagovne znamke in o sodelovanju pri čezmejnih projektih. In seveda, nažalost, do danes smo tukaj bolj malo, se ni kaj dosti zgodilo in zdaj ta predlog Trstenjakove ustanove bi najbrž bila dobra osnova, samo trebalo bi jo zelo jasno doreči. Kljub temu, da je želja po sodelovanju velika, se župani zavedajo, da včasih ostane le pri nameri. Centralizacija Slovenije je težava, ki jo najbolj občutijo manjše občine, sploh v severovzhodni Sloveniji. In tako povezovanje, kot je kolegi županov, je dobrodošlo z ene strani, da si izmenjamo stališča, da potem tudi ta stališča zbližamo in skušamo oblikovati neke skupne predloge. In pa na drugi strani, o tem, čemer danes mogoče ni bilo govora, bo potrebno vse po mojem tudi začeti razmišljati o nekih skupnih zadevah, tudi na nivoju občinskih uprav, ker so določene zadeve že in pa še se bodo financirale tudi na tak način, da bomo iskali tudi te rezerve, znanje in pa možnosti, da bomo v teh malih občinah lahko sploh prosperirali. Velik korak naprej je skupna gradnja kolesarskih poti, ki bodo občine še bolj povezale, turistom pa omogočile lahko prehajanje iz ene v drugo. So pa v tem kraku skupaj uspeli zgraditi tudi vodovodno omrežje. Srednja šola za oblikovanje Maribor pa prihodnji teden med 15. in 18. aprilom pripravlja 4. festival oblikovanja. Do četrtka bodo vsak dan namenili drugi stroki. Začenjajo v ponedeljek z dnevom oblikovalcev. Nadaljujejo s frizerjem, nato medici. Festival bodo zaključili s svečano prireditvijo v četrtek 18. aprila. Tema letošnjega festivala pa je hitrost. Letos gre že za 4. izdajo festivala oblikovanja. Tako festival že dobiva na imenu in veljavi. Tudi tokrat bodo praktične prikaze posameznih smeri prikazovali v Mariboxu vsak dan od 16. naprej. Kar je novega, koncept ostaja podoben, se pravi dan oblikovalcev, dan frizerjev, dan medicev in v četrtek 18. zaključna prireditev. Novo je to, da smo spremljevalni program preselili torej na Židovski trg in delno tudi Vetrinski dvor, tako da je vse skupaj malce bolj na kupu, kar se tiče razstav in tam bo tudi en krajši glasbeni programček zraven kot otvoritev razstav. Osnovni koncept in miselnost festivala je, da se dijaki seznanijo s praktičnim delom, da vidijo dogajanje in zaodrje takšnih prireditev. Tudi pridobivanje izkušenj na posameznih področjih je pomembno in peljenja ekipnega duha. Želja je seveda tudi približanje festivala in programov, ki jih srednja šola za oblikovanje nudi javnosti in stroki. Glavno vodilo festivala pa je sporočilo vsem dijakom, da lahko vsak uspe. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Ja, pred nami je pester vikend. Jutri, 13. aprila, lahko na tržnici Tabor v okviru projekta Druga priložnost med 9. in 13. uro preverite rabljene predmete, od športne opreme pa tja vse do knjig. V Lovrencu na Pohorju pred osnovno šolo od 9. naprej pripravljajo velikonočni seje. Ob 11. v Mladinskem domu na Bezeni pa pripravljajo že tradicionalni 7. praznik regrata. Na Ptuju pa bo sobota vinsko obarvana. V Dominikanskem samostanu se bo odvijal salon Sauvignon, v hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi pa sledi ob 20. tradicionalni letni koncert obrtniškega pevskega zbora KD Pauza. Toliko zaenkrat, spremljate nas tudi na spletnih portalih inbereport.si in lokalec.si. Želim vam lep konec tedna in nasvidenje.